Hvaležno pozdravljeni. Če sem pa za kaj hvaležna v svojem življenju, pa teh stvari je res mnogo, sem pa hvaležna za vse ljudi, ki jih srečujem v življenju, ki mi pomagajo na moji poti in do tega, da lahko živim svoje življenjsko poslanstvo. In tudi numerologija ima veliko zaslug za to, da sem danes tukaj in zdaj in všeč mi je, kjer sem tukaj in zdaj in danes in kaj sem ustvarila in kaj sem skreirala v življenju. In sem hvaležna za vse učitelje in učitelje. In vse to so različne stvari, ki so pomagale meni na poti in vidim, da pomagajo tudi drugim. In te stvari sem tudi ujela nekako in zbrala v knjigi Kako živeti v obilju, kjer s praktičnimi energijskimi tehnikami pridemo do tega, da se lahko tudi malce bolj osebnostno in finančno osvobodimo. Ampak da lahko do tega pride, pa moramo najprej seveda dobro spoznati samega sebe. In hvaležna sem bila, ko sva se z Emily in Veritas slišali, da bova naredili en pogovor in da mi bo zaupala nekaj stvari o numerologiji in o vsem tem ravno za knjigo Kako živeti v obilju. Na 147. strani se pravzaprav začne, zaupala je tudi tista števila, ki govorijo o obilju in imajo vibracijo obilja, pa tudi o številu, ki imajo pomanjkanju. In od strani 147 do strani 158 v knjigi lahko najdete to. Je pa danes Emily in Veritas v naši družbi in zaupala nam bo, kaj numerologija pravi v prihajajočih mesecih oziroma kaj numerologija pravi za poletje in za jesen. Najlepša hvala za vse, kar si. Hvala lepa. Hvala, ker si me naučila tudi neurolingvističnega programiranja, ki mi je tudi zelo pomagalo in mi pomaga in je tudi nekaj v knjigi malega. In hvala za vse. Evo, ena zate. Ne moram reči, da še nimaš. Hvala tebi. Take učence imeti je res fajn. Imam pa jaz eno darilo zate iz zelo preprostega razloga. Kadarkoli prijem v tvojo oddajo, me počasti z nečim. Izvoli. Hvala. Numerologija v kartah. To sem pa že veliko lepega slišala, ampak nisem jih pa še videla. Ja, zdaj je tako, ostale mi je samo 6 škatlic, nič več. In sem rekla, ena mora biti definitivno tvoja, kar si jo zaslužiš. Hvala ti. Hvala tebi. Takole, zelo zanimivo mi je bilo, ko me je klicala v začetku maja, ko me je klicala Mirela in je rekla, takrat je tudi knjiga išla in je rekla, čuj, ampak tole si pa dober marketinško speljala. Pa sem rekla, čekaj malo, o čem ti govoriš? Je rekla, za 8.5. po Džotišu pridemo v mesec obilja in v obdobje obilja in v noro dobre tranzite za obilje. To si pa res pravi čas dala ven. Pa sem rekla, jaz nisem nič vedela. Ampak sem pa vsekakor začutila željo, da te povabim na en klepet, da nam poveš numerološko tudi, ne samo astrološko, tudi numerološko, kaj se bo dogajalo po mesecih poletnih in pa jeseni. Se jaz ugotavljam eno reč, veš, kadar se pogovarjam z astrologi, ugotavljam, da prihajamo do istih rezultatov, čeprav vsak na svoj način. Jaz o astrologiji ne vem prav veliko, dobivamo pa iste rezultate. Zdaj je tako, sam mesec maj se v resnici začenja sedaj ena sprememba. 8., 9., 10., 11. To so ena vrata, bi človek rekel, ena prelomnica iz numerologije, ki začenjajo novo pot in so najbolj naklonjena ravno poslovnim uspehom, novitetam na poslovnem področju, vlaganju, sejanju novih semen, ker bodo bogato vzklila. Tako da, odlično si izbrala. Si usklajena sama s seboj. Ja, no, pač se čist nič ne trudim. Ne rabiš? Ja. Ker ko si enkrat usklajen sam s seboj, ko smo ljudje na tistem svojem pravem življenjskem valu, ne potrebujemo veliko zunanjih svetovalcev. Ja, tako je. Ker gremo po tem valu. Veliko jih potrebujemo takrat, kadar naredimo velik korak stran. Ampak numerologija, moram reči, da mi je zares je način življenja v tem smislu, da je jezik pravzaprav, ki nekaj sporoča na vsakem koraku. In tolikokrat vidim, ne vem, zdaj že kar po teh opisih, zdaj že kar vidim, recimo, ta je pa verjetno enka, ne? Ali pa ta je pa verjetno 9 po življenjski poti, ne? Se mi zdi, da kar hitro vidiš, da je v bistvu en jezik, ki se ga lahko naučiš,
in ga potem poznaš in ti veliko nudi. Veš, kaj je mene pravzaprav zelo pretreslo že let nazaj. Ne vem točno, kje sem prebrala, da se nekje celo ali Koran ali ena zadeva začne s tem, da je pač stvarnik, Bog, Allah, vzel knjigo in je po njej ustvaril svet. In tisto sem jaz rekla, halo, je po kakšni knjigi? Od kje je pa ta knjiga, kdo je pa to knjigo ustvaril? In jaz dejansko numerologijo vidim kot en zapis, kot eno matriko, kot nekaj, kar je zapisano tako kot en program, ki nas vodi samo od sebe, če se ga ne zavedamo, ali pa včasih dobro, da vemo malo, kaj nam sporoča ta program. In zadnjič, ko smo bili v Damanhurju, je Gaja Klas in pa naša Živa gledata knjigo in bereta tale numerološki del, življenjske poti. In bereta kar tak, veš, za enko posebej, pa za dvojko, pa za trojko, vse do 9. In pol reče Gaja, veš kaj, če pa nisem jaz trojka, pol pa jaz moram biti ziher trojka. In sta si izračunale in je bila dejansko trojka. In dejansko se je prepoznala, brez da bi vedela, katera je dejansko njena življenjska pot. Zanimivo, zato ker same življenjske poti se ponavadi najmanj na zunaj kažejo. To je pravzaprav usmeritev, kaj bi mi morali početi, kako bi mi morali početi. Prej, ko si ti povedala, katera življenjska pot si, je dejansko to združitev duhovnega in materialnega. Najvišji izraz, ker takrat je to pravo notranje ravnovesje, ko počastiš in duhovnost in materialnost, hkrati, ko se zavedaš vrednosti vsega, kar je okrog tebe. Tako da to so pravzaprav tiste usmeritve in ena oseba, ki ima non-stop težave v življenju. Jaz pogledam, kje je pravzaprav največ težava. Največkrat je težava lahko v tem, da oseba ne živi svoje življenjske poti. Da dela po vrednotah, v kateri je bila vzgojena, ko misli, da je tako prav in gre stran. Nič ni narobe z njo, vse je okej, samo svojega življenja ne živi. In potem je vedno bolj zagrenjena, vedno bolj slabe volje in rezultati so majhni. Kadar pa oseba živi po svoji življenjski poti in se trudi, pa vseeno ni nekih rezultatov, pogledam kodni sistem. A je v kodnem sistemu ovira, s katero se oseba spopada v tem življenju? Večinoma jih nimamo. Zelo malo ljudi, ki jih imajo. Imamo pa negativna prepričanja. In če negativna prepričanja spremeniš? Ja. In takrat lahko začneš v resnici živeti svojo pot. Meni je numerologija ena glavna rdeča nit mojega življenja in mi daje odgovor na vsa tista vprašanja, ki jih dobim v trenutku, v eni minuti, kar bi sicer z različnimi tehnologijami, testi, rabila 3, 4, 5, 6 ur ali pa še več. Poglejva, kaj in kakšen je numerološki mesec junij letošnjega leta. Zdaj tako, celo to letošnje poletje, junij, julij, avgust, je eno zelo zanimivo obdobje tega leta. Jaz temu rečem eno tako transformacijsko obdobje, ki v resnici ponuja možnost transformacije. Se pravi, da se točno vidi, kaj je pleve v našem življenju, kako to stran dati in kaj novega zasaditi. Zdaj, če pogledam vsak mesec posebej, kot se rekla junij, junij je čas, da mi pogledamo odnose. Odnose v družini, sorodniki, starši, bratje, sestre, prijatelji, partnerji, ali je to tisto ali ni to tisto. Se pravi, kakšna so moje resnična čustva? Točno to. Kakšna so moje resnična čustva? Kakšni so moje resnični odnosi? A meni ti ljudje denejo dobro name, a sem jaz zaradi teh ljudi, s katerimi se družim, boljša, se z njimi dobro počutim ali ne. Včasih kdo reče, ja, ampak jaz neskončno trpim, ker imam strahotno rada sestro, pa nekakor ne prideva skupaj, ne čutiva bližine. Jaz pravim tako, še na vrtu, na eno stran sejemo fižol, sadimo fižol, na eno stran pa solato, ne dajemo skupaj. Zakaj? Nič ni narobe, ne s fižolom, pa ne solato. Sam soseda nista dobra. Točno to. In ravno tako je z nami. In posebno v sorodstvu, ko se rodimo v isto sorodstveno razmerje, ni nujno, da bo med nami bližina. Lahko je razumevanje, lahko je spoštovanje, lahko je vljudnost. Ampak včasih je dobro vedeti, da je mogoče moj brat
proti meni, tako kot solata proti fižolu. In je fajn, če je majčkeno razdalje vmes, kar pomeni, da ne pričakujem, da mi bo blizu, ker tisto potem prinaša razočaranje. Takšen odnos imam jaz svojo sestro, ki jo imam rada, jo spoštujem, jo cenim, ampak dejansko ni bližine med nama in je pač taka zgodba je in pač sprejmem to in gremo naprej. In na tak način so tudi odnose lahko boljše, ker drugega ne jemljete energije, zato ker če nista za zelo skupaj, mečke narazen pa sta lahko obe super. Ja, tako. Drugače pa tale junij je tudi namenjen prav temu, da se pogleda dom kot dom. Dom kot dom? Dom kot dom, kot bivališče. Življenjski prostor. Kot prostor. In to je odličen čas za adaptacije, za urejanja. Že tistega doma, v katerem živimo, naprimer. To je odličen čas za sodelovanje z družinskimi člani. Tudi, ko neke stvari ne grejo čisto dobro. Nekdo reče, s partnerjem sva si pa malo navzkriž, pa je dober čas, da greva narazen. Jaz bi rekla nikar. Zato, ker je ta čas namenjen sodelovanju. In vse tisto, kar se mi naučimo, ko se želimo z nekom zbližati, sodelovati, ti da kasneje lahko dobre rezultate. Se pravi, zdržati še malo, oziroma ne zdržati, probati sodelovati. Enostavno opaziti, kaj je tisto, kar je meni res pomembno, kaj je tebi res pomembno, kje so stvari, preko katerih ne morem iti in kje so stvari, kjer lahko sklonim glavo, ker gre za moj ego, ker gre za moj ponos in lahko spremenim zadeve. Ne? To je namenjen temu mesec junij. Kaj pa julij? Julij je zelo podoben in je odličen čas za preurejanje, obnovo, ker celo poletje je namenjeno negi. Osebnosti, zunanjosti, s odnosom, stvarem, materialom in obnovi. In julij, na primer, je krasen čas, če kupiš kakšno staro hišo, Jasmina. Da kupiš kakšno staro hišo nekje na morju, na primer, a veš, in stare hiše imajo svoje energije od prej. In to je odličen čas za čiščenje starih energij. To je odličen čas, da lahko iz neke starega zadeve ohraniš vse, kar je pozitivno starega in očistiš negativno stran. To je čas, ko marsikdo v juliju lahko prihaja tudi v navzkrižje z ljudmi, z odnosi, stvari padajo, rečejo, ni dobro. Pravzaprav gre pa samo za to, da pada stran tisto, kar je že zdavnaj preživeta in samo jemlje prostor za nekaj novega. Ni pa dober čas za nakup novih stvari. Julij. Ja, tudi že konc junija se to začne, zato ker ni čisto točno prehaja obdobje, ne? Zato, ker pri novih stvareh, ko jih kupujemo, pa je veliko krat se zgodi, da kupimo kakšno skrito napako, kakšno zadevo. Po domače povedano, bolj se splača staro hišo kupiti, staro stanovanje, kot pa novo gradnjo. Avto, da slučajno je karkoli narobe, misliš nov avto kupiti, boljše kupiti star avto, kot pa nov avto. Zanimivo. V takem obdobju. Dobro vedeti. Ja. Kaj pa avgust? Avgust je pa čas, ko se vse stvari pokažejo, kaj smo že naredili, pa kaj ne. Ker letošnje leto, celo leto, je namenjeno novim začetkom. In imamo kar dosti časa, da lahko izbiramo, kaj bomo naredili in kaj ne. Avgusta se pa malo po koncu postavi vse tisto, kar še ni narejeno. Po domače povedano tako, kot da bi prišla ena inšpekcija in posvetila okote. Da vidimo, a so stvari poštimane ali niso poštimane. Avgust je sicer odličen čas za dokončati vse stare stvari. Vse tisto, kar smo prej začeli, pa se je morda vmes ustavilo ali pa še nismo končali, končati. In odličen čas za potovanje v tujino. To je najboljši čas za potovanje po tujini. Mesec avgust je mesec, ko se odpravljam, no, se veš. Nisem vedela, da to je avgusta. Avgusta, ja. Avgusta. To je tisto, ne? Kadar ljudje živimo svoje življenjsko poslanstvo, se dogajajo eni majhni čudeži. In ti čudeži so, da smo vedno pravi čas na prave mesto. Nekako sledimo svoj val sreče. Ja, avgust je temu namenjen. Zanimivo. Sicer upam, da je tudi še kakšen mesec dodaten, ker mene nekaj časa ne bo. Tisto je pravzaprav lahko začetek, ne? In imaš takrat varstvo, nekako varnost, da veš, da ne bo nič narobe. Hkrati prihajaš v stik, v poznanstva, točno s tistimi situacijami, ki so ti pomembna, potrebna, ampak niso neprijetna, sprijetna. Razumem.
Avgust, Odličen čas. september je tisti mesec, ki počasi že spoznavamo in se soočamo z dejstvom, da je konec poletja. Kakšen bo september? Mesec september se začne pa spet mečken eno tako novo obdobje v tem letošnjem letu. Še zmeraj je namenjeno novim začetkom, vendar je tako, kot da nam vedno manj imamo mi svoje svobodne volje, kaj bomo počeli in kaj ne. Po domače povedano, kot da imamo od januarja naprej ogromno možnosti, da nekaj spremenimo. Če smo dobro izkoristili, bodo začele stvari rasti, če ne, pa tukaj zdaj začenja mečken usoda posegati v naše življenje, ker oktober, november, december. To so že 3 meseci, ki se mečken kaže, kaj se nam bo v naslednjem letu dogajalo, in v tem času je tisto, da kar mi nismo poštimali, začne pa usoda urejati. Zdaj, a je to prijetno ali je to neprijetno, je pa pogosto odvisno od naše notranje matrike. Od tega tudi kakšno prepričanje imamo. Če si ti prepričanja, svet me ljubi, svet skrbi zame, varna sem, vem, da se bo najbolje zgodilo, so to največkrat ena male čudežne pomoči, da se ti ene stvari obrnejo točno tako, kot se želiš. Ali je to neka sprememba na poslovnem področju, na službenem področju, kadar so pa notranje strahovi. Ko mi velikokrat niti ne vemo, da imamo negativna prepričanja, ne? Rečeš, sej vem, da si zaslužim najboljše, pa vendar, ko pomisliš na nekaj, te stisne. In ta stisk pomeni, to prepričanje pa ni pozitivno. Celice pravijo, ne bo držalo, jaz se z njim ne strinjam. In takrat se potem lahko kakšna stvar pa malo podre, da se potem stvari umikajo ali pa ne moramo zaštartati nekaj na novo, takoj kot bi radi, naprimer, ne? Kaj pa leto 2018, mogoče bojo nekateri rekli, da je še malo zgodaj, ampak vseeno, če se bojo vplivi leta 2018 začeli kazati že konec jeseni, potem je fajn, da vemo. Ker nekdo mi je rekel, pa ne vem iz katerega področja, pa iz katerega kota, s katerim orodjem, ampak nekdo mi je rekel, da leta 2018 bo pa dejansko samo odnesel tiste stvari, tla jim bodo izpodrinala se, če ne bodo sledili samemu sebi, oziroma če niso sledili samemu sebi do zdaj. Se pa popolnoma strinjam. Iz zelo preprostega razloga. Naslednje leto, 2018, je leto, v katerem pa se dogajajo stvari, ki so malo usojene, bi temu človek rekel. To je nekaj, kar mi ne vidimo vnaprej. Jaz pa temu rečem samo zakon akcije in reakcije. Če ti dolgo časa v eno smer nekaj delaš, do tistega potem pride, do tiste reakcije potem pride. In tukaj ni več možnosti umika. Takrat se to zgodi. Na katerem področju se bo komu kaj dogajalo? Ali je to sprememba na prijetna ali neprijetna, ali na področju denarja, ali na področju partnerstva, ali na katerem koli področju. Bodo pa ljudje sami opazili, če bodo malo pozorni, kaj se jim dogaja letošnjem letu, oktober, november, december. V teh 3 mesecih bo tako, kot da lahko malo pokukamo, kaj bo naslednje leto, kaj je pomembno. Imamo še tisti zadnjih 5 minut pred 12, da morda nekaj popravimo, da morda nekaj ustvarimo, da nekaj dogovorimo, da nekaj rečemo, da nekaj dokončamo, da nas ne ujame nepripravljeno, naprimer, ne? In zato je zelo dobro vedeti, kaj se mi največ dogaja v tem času, s čim se najbolj ukvarjam, na kaj sem najbolj pozorna. Kaj je tisto, kar me meče v zrak, kar me iz tira spravlja, ali kaj je tisto, kar rečem, to mi pa dobro gre. Zanimivo. Hvala lepa, da si nam posredovala vse te informacije. Hvala lepa za numerologijo v kartah. Emily and Veritas je bila v naši družbi in malce smo pokukali vse poletne mesece, za naprej, za nazaj in seveda tudi že malo v leto 2018. Tako da delite to informacijo še s kom drugim, povejte jim, delite dobre stvari za dobro ljudi. Sicer pa še kakšna informacija tudi na klepet@kavi.si. In zdaj je torej tisti krasen čas, da si ustvarite obilje dobrih odnosov, obilje zdravja, obilje ljubezni, obilje denarja tudi, če ga potrebujete, seveda ga, in obilje vsega lepega, tisto, kar imate najraje in je v vaše in naše najvišje dobro. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji.
Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.